Praznični Radio Robin, stopnjujemo to decembrsko vzdušje tudi s številnimi glasbenimi gosti v našem studiu. Zdaj, tako številnega obiska še nismo imeli. V našem studiu prav lepo pozdravljamo učence osnovne šole Šempas, skupaj z njimi pa tudi Tjaša Fajdiga. Živijo vsem skupaj. Živijo. Dobro jutro. Dobro jutro. Tjaša, direkt z Danske v našem studiu. Pred odhodom smo klepetali. Povej nam, s čim prihajaš bogatejšo domov? To je bila ena taka krasna izkušnja. Prihajam z malo manj treme, dajmo reči. Bilo je sicer naporno, ampak prihajam polna enih lepih vtisov, motivacija za naprej, ene neočakanosti. No. V bistvu si vodila delavnice odrske prezence, pravilnega diha in vokalnih tehnik. To, kar obvladaš, evo. Tako da, trema? Trema je zmeraj prisotna pri meni, ker se mi zdi, da nočno obvladam, a ne? Okay. To bi tako mi vsi. Ja, predvsem je bila to odrska prezenca, no, dih in pevsko tehniko smo pustili za naslednjič, ko pridejo dijaki v Slovenijo. In moram reči, da so se zelo lepo odzivali na podano znanje in vaje in mi je bilo veliko veselje delati s takimi mladimi, talentiranimi ljudmi. Ti si njih veliko naučila, morda so tebe naučili, kaj novega si prinesla? Kakšno novo znanje? V bistvu ja, zelo zanimivo živijo tam na Danskem. Tu je kampus hiške po 32 ljudi. In so mi povedali, punce predvsem so rekle, da so fanti najbolj umazana bitja na svetu. Tako da tu sem se naučila, ne? Dobro je, da tega do zdaj nisi vedela. Ja, si prišla do tega spoznanja šele na Danskem. In zelo se mi zdi imenitno, kako jih učijo. V bistvu tu je šola, tu je internat, da zraven bivajo in se učijo vse skupaj. In se mi zelo zanimivo, ker jih predvsem učijo, kako se živi, ne pa, da je znanje tisto najbolj pomembno, ko ga prejemajo v šolah. Zdaj tudi ti deliš veliko znanja, ne samo po Evropi, tudi doma. A so tujci v čem drugačni, v smislu, a dojemajo na kakšen drugačen način tvoje znanje, veščine, tehniko, ki predajaš naprej? Jaz bi rekla, da so mogoče malo bolj zadržani. Sploh severni narodi veljajo za malo bolj zadržane narode in tu se je dost videlo. No, mogoče jim manjka malo temperamenta, ki ga imamo mi Balkanci več. Kakšen bo tvoj december? Ojoj, bo zelo pester, zdaj se je že začelo, da me čaka še 11 nastopov do konca, tako da bo pester, utrujajoč, ampak tudi zelo zabaven, kakor kaže. Danes boš v našem studiu najprej nastopila sama, potem pa v družbi otrok. Kaj je glavni čar sodelovanja z mlajšo populacijo? Zato so pohni življenja in kadar začnejo pet, človek ne more več drugega poslušati, kakor sam njih. Okay, poslušamo prvo eno tvojo, Santa Baby, da začneš prvi nastop, mislim, verjamem, da jih je bilo že kar nekaj v prazničnem decembru in tudi na Radio Robin. Je pa tu prvi ta teden, tako da... No, se smo v ponedeljek jutro. 3, 4, evo, predajamo besedo. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa honey, a 54 convertible to a light blue. Been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. I really do believe in you. Now let's see if you believe in me.
Santa baby forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. So hurry down the chimney tonight, and hurry down the chimney tonight. Odlično, Tjaša Fajdiga uživa v našem studiu Santa Baby smo poslušali. Tjaša, je tudi zate december najbolj čaroben mesec v letu? Čakaj, evo. Ja, definitivno. Najlepši mesec. Odlično. Danes v družbi učencev osnovne šole Šempas. V naši družbi je tudi zborovodkinja Mojca Maver Podbersič. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, pozdravljeni. V čem je pa pri vas december drugačen? Je to tisti mesec v letu, ko morate pokazati vsem staršem, nonotam, tetam, kaj ste se med letom naučili? Sam bliže mikrofonu. Vedno radi pokažemo, kaj smo se naučili, vedno je veliko priložnosti, seveda so pa te decembrske najslajše. Zakaj? Zato, ker so res tako spominjajo na otroštvo, mislim, da nas odrasle in otroke ravno tako in jih z vsemi temi pravljičnimi zgodbicami in pesmicami res popeljamo v nepozabne praznične dni. Zdaj, večkrat slišimo, da vse te prazniki so zgubili vaš čar, pa niso, ne? Je dojemanje teh praznikov danes med mlajšimi v čem drugačno, kot je bilo, ko smo bili mi njihovih let? Ne, se mi zdi, da je bolj napaka pri nas odraslih, ki stvari posplošujemo po sebi, medtem ko otroci vedno res iskreno doživljajo te praznične dni. Božični čas je tista, ki jo bomo zdaj zapeli, mogoče s kakšno mislijo bi to pesem pospremili v naš eter. Najskrita želja sliši se v nebo. Sreča naj se dotakne vseh, ki upajo. Hvala. Predajamo eter, uživa v našem studiu učenci osnovne šole Šempas, zborovodkinjo Mojco Maver Podbersič in Božični čas poslušamo. Zunaj sneg, obelil je nov dan, prinesel nam je smeh vas razigran. Najskrita želja sliši se v nebo, sreča naj se dotakne vseh, ki upajo. Naj bo mraz in veter, naj bo zima, beli sneg, rdeča lica, nam zanet otroški smeh. A v srcu naj gori, dobra želja se rodi.
Odlično, učenci osnovne šole Šempas danes uživo v našem studiu. Zdaj, leto 2022 je pri koncu. Mojca, bom nadaljevala kar z vami. Kateri je bil mogoče najlepši trenutek, ki ste ga skupaj doživeli v letošnjem letu? Ja, mislim, da prav tako smo v Slovenskem narodnem gledališču zapeli skupaj s Tjašo Fajdiga. Nam je bilo veliko čast. Je tako, otroci? Ja. Meni je bilo veliko čast. A Tjaša, tvoj moment leta? Ojoj, jih je bilo več. Verjetno zdaj, vsak je poseben, res bi težko. V tem projektu si imela, ne? Ja, gotovo je bila Danska nekaj posebnega, zaradi vseh teh študentov, snega, tistega naselja. To je tudi posebno, cel december je poseben. Težko bi prav rekla, kateri je bil najbolj top off. Upam, da boš tudi v naslednjem letu imela težko izbiro na koncu Tudi leta reči, kateri je bil. Je pa z nami zdaj tudi Ajda, učenka osnovne šole. Ajda, živijo? Živijo Je boljše biti v šoli ali na Radiu 5? na radiju. Kakšno presenečenje. Kakšen je bil pa tvoj najlepši moment v letošnjem letu? Kdaj si se imela najbolj fajn? Po mojem bo, ne vem, zdaj po zimi se bomo imeli fajn. Po mojem, kadar bo zapadal prvi sneg. Ja, to čakamo tudi tisti malo starejši. Ja. Si pismo Božičku že napisala? Ne še. Ja, ma boš? Ja, okej. zagotovo. Boš povedala, kaj si želiš? Mislim, si ne želim lih nekaj ful posebnega, ampak sigurno mi bo prinesel kaj lepega. In s čim ga v pismu prepričaš, da je že prav, da ti prinese to, kar si želiš? Ga moraš prepričati na kakšen način? Moraš biti prijazna ali ti kar napišeš? Slovnične napake ne smejo biti v pismu, verjetno, Ja. ne? Kje boš pričakala te praznike doma, v krogu družine? Ja, vem, da ne boš šla žurat, ker si še premlada. Lahko, da bo pa žurala doma? Ponavadi gremo se vsi, pač moji sorodniki, zberemo pri moji noni in potem skupaj praznujemo. In verjetno nona ful dobro kuha, ne? Ja. Ja, to je tudi ena definicija none. Lepo je deliti. Je še ena pesem, ki jo bomo zdaj poslušali. Ajde, se lahko vrneš na narekovajih delovno mesto. Mojca, s kakšnimi besedami bi pa to pesem pospremljal naš eter? Lepo je deliti glasbo, lepo je deliti naše veselje, radosti in pozitivne stvari. Lepo je deliti učenke. Ja, učenke, ni fanto. Učenke osnovne šole Šempas in Tjaša Fajdiga uživo v našem studiu. So ljudje tu nekje, ki ničim ni ostalo, in zato naj nekdo da svojega ima malo. Kdor ima, ta naj da, z jasninaj misli črne. Več kot daš, več imaš, saj dobro vse se vrne. Komu kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obračaj glave proč. Zdaj je čas, pokaži svoj obraz za dobre stvari. Dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim naravno saj obliž. Se jutri kdo posmili vse po tebe, če boš prosil za drobiž. Dajmo upanje in obudimo, dajmo jim priložnost za naprej. Saj naj sanje, ki so daleč skrite, živijo odsvet. Lepo je deliti. Kdor ima, ta naj da, z jasninaj misli črne. Več kot daš, več imaš, saj dobro vse se vrne. Komu kdo potreboval
odlično je bilo to. V našem studiu danes učenke osnovne šole Šempas, Tjaša Fajdiga. Lepo je predvsem dobro deliti. Hvala za obisk v našem studiu. Zdaj tle se nekaj plete, ne? Se zbirajo. Še eno majhno presenečenje. Aha, piškoti. Tako da se bomo posladkali. Hvala lepa. Hvala. Kako lepo. Najlepša hvala, ker ste prišle. Moramo reči pupe. Pomahamo še enkrat si v kamero, ker vse skupaj snemamo, tako da video posnetek bo danes na naših družabnih omrežjih in se boste lahko pogledali tudi, ko pridete domov. Hvala še enkrat vsem skupaj za obisk. Srečno! Hvala! Srečno! Radio Robin.